Danes smo zaključili prvi velik korak pri vstopanju Slovenije v OECD. Vlada je obravnavala in sprejela izhodiščni memorandum, v katerem poročamo, s katerimi pravnimi akti OECD-ja se Slovenija strinja in do katerih ima zadržke. Kot veste, smo dobili lani maja povabilo, da bi začeli pogajanja za vstop v OECD. Novembra je OECD sprejel časovnico, februarja je prišlo do prvih tehničnih stikov med našimi OECD-ovimi eksperti in vesel sem, da smo lahko kljub predsedovanju ta začetni memorandum napisali v času, ki smo si ga zadali, da ga torej pred počitnicami oddam na OECD. Tudi v tem prvem polletju, od začetka našega približevanja naprej, smo aktivno in opaženo sodelovali kot kandidati. Ugotavljamo, da pravzaprav zahteve in priporočila Slovenija večinoma izpolnjuje, je nekaj zadržkov, povezani so predvsem z zadevami, kjer je Slovenija morda nekatere stvari liberalizirala pri vstopanju v EU samo za članice EU-ja, ne pa za svet kot celoto. Še nekaj drugih manjših zadržkov je na področju poslovanja z nepremičninami, na področju, naprimer, uporabe zaščite farmacevtskih izdelkov. Mislim, da to niso večje zadeve. Nadaljnji postopek je tak, da bodo ta začetni memorandum vsak na svojem področju obravnavali odbori OECD-ja, da bomo povabljeni, da posameznih stvari pojasnimo. Verjetno bomo pozvani, da bomo kakšne od omejitev tudi v času pogajanja še sprostili.